Takrat je bila kina dvorana in Sveti prostor, v katerega si prišel, so se zaprle luči, ko so se zaprle luči, si vedel, da imaš še nekoga zraven, ampak si bo tudi prekleto sam, ne? To, kot Bazen rekel, kot da bi šel v spovedi, ne? Mi smo se prvič navdušili za te stvari pri enem učitelju, ki je bil učitelj likovnega pouka. On je prišel z enim velikim diaskopom, ne imel noter posnetke ene cerkve, ki ni daleč tukaj, ki je ena zelo lepa taka kapela delle Skroveni v Padovi, kjer je en velik poznogotski slikar, tisti malo pred renesanso, opremil to cerkev, v bistvu z slikami iz Kristusovega trpljenja, ko se reče pasiona, tako po zgodbicah, tako kot strip, ne, narejen, ne? Ko bi rekel ena zgodbica, druga zgodbica, tretja, štiri, pet, šest. Mislim, da smo se vsi takrat skapirala, da ne bomo nič drugega želeli študirati kot to. Mi smo bili zelo dobri učenci, dijaki in študentje. Pa so mogoče starši tudi zaradi tega malo levo oko, desno oko popustili, ja, tako delno nagrado. Kaj sem imel, 15 let smo imeli, ne? In smo rekli, mi gremo na festival Pulo. Ponavadi moraš imeti tudi kakšno akreditacijo kot novinarji, ono, kaj mi smo imeli nič. Nekaj malega denarja in pa smo imeli enega sošolca, katerega mlajši brat je imel vojaški šotor, nema, vojaški, to pomeni vojaški, ono od armije. In mi gremo noter, smo skakali v areno, ker smo malo šparali šolde. Oni varnostniki so bili nič nežni. Jaz sem utekel, fino, silno ga je skoraj dobo z eno tako macolo, ne, nekako sva cek, in pol mi dva greva peš, seveda, ne, ker ste bilo že malo prepozno, ni tako blizu, ne, moraš tako tukaj do Gorice, ne, sem prišel v tisto Verudo, ostrožnik je bil tam, mi se potem uležemo, ne, in tako čez ne pol ure baterije, veš, ono, specialci, prije policija, je ga pa šta vi ovdje radite, kaj vi tu delate? Rekel, odmah da mi greste proče. Mi smo se isto popakirali, šli spet od železniške postaje in šli v Rovin, ker smo se ustrašili. Evo, to je prvi spomin na festival jugoslovanskega filma v Puli. Tako, no, da sem čist iskren. Mi dva sta špricala popoldne gimnazijo, ker smo imeli popoldne in smo imeli enega zelo strogega profesora, ki je pisal Nemec. Nekdo nas je izdal, ne, in je potem en dan prišel za mano in zasilano noter in smo šli gledati en film enega taki moderni avtori so bili, nek Brazilci je bil Glauber Rocha, Antonio da Smorta se je klical film. Ma po plakatu je izgledal kot western. In tudi tam noter je bilo polno teh južnih delavcev, veš. In mi dva sva ostala edina dva v prvi vrsti in takrat je prišel Nemec nas iskat, ne. Pero se vse do 20 minut in mu bo film všeč. In nas nikdar ni kaznil. Potem smo hodili se v Sukano, je bila dvorana, ki je bila bolj, je funkcionirala tam pri Čadežih in še tam pač današnja občinska dvorana. Mi smo se pa tu spoznali v Stari Gorici z ljudem, ki so bili malo starejši od nas. Pokojni senator Bratina, ki je v italijanskem parlamentu, Scandolara, ki je še zmeri živ, oni so imeli te filmske klube. Se oni so tudi prišli k nam kaj gledati. Oni so k nam prišli gledati stvari, ki so bile pri nas tako malo bolj erotične, ker so jih Italijani takoj prepovedali. Pa še švedski filmi od Bergmana, ali Kitanga, ma nič Kitanga, nežno vse skupaj. In tako da je bilo 1:1, samo 1:1 ni bilo v kako pridke v ta kino,
Oni, ni bil problem, so prišli z lirami in so šli, ne, kot na marsikaj. Kako bi, jaz sem silan odšla v ta kino, tem je bil problem. In silan je imel, mama mu je bila iz Rupe, je tam imel teto, in pole, na Sokaj smo šli švercati, smo imeli kolesa in smo švercali meso. Pa smo šli do tete v Rupo, je dala na 2000 za kino in potem smo mi šli pri kino. Era così. Tako je to bilo. Do leta 1972 veliko stvari smo vedeli, ti ljudje so nam veliko pomagali, smo tako zelo dobro znali tudi italijansko, smo se kupovali prve knjige, nas je to zanimalo. Da smo prišli v Ljubljani, smo bili orang pripravljeni, mislim tako za razliko od ljudi iz notranjosti, ki pač v tistih letih niso imeli dostopa do teh stvari. O tem, ker smo jaz, Furlan in še par ljudi sanjalo, da bi preko torej take vzgoje, pa moče gospa Borčičeva tudi, ne, no, se nismo bili edini, da bi prepričali torej šolske oblasti, torej ministrstvo za šolstvo, zavod za šolstvo, da bi morala biti ta medijska vzgoja, ne bom zdaj rekel samo filmska, ker tukaj gre še za druge stvari, ne, film je bil ena največjih torej v bistvu teh slikovnih umetnosti 20. stoletja in najbolj prijoma, tu gre še za fotografijo, tu gre za video, tu gre za vse te stvari, da bi to moralo priti v šolske programe, da bi se mladi ljudje temu privajali, ne, v dveh smerih, tako kot je bilo tukaj, da bi se učili to delati in da bi se učili to spoznavati v smislu zakonitosti, pač medijskega jezika in vsega. To je bila naša v bistvu želja takrat. Jaz verjamem, bom tako rekel, da vsi tisti otroci tukaj, ki so pri teh stvareh sodelovali, ker mi nismo samo delali, ne, te filmčke, majhne scenarije, to pomeni zgodbice, pa potem si zamislili, kako to posneli, pa potem to zrezali, pa opremili z glasbo, pa potem šli tudi na kakšne festivale, ker festivali so obstajali, so bili taki, takrat smo bili še v Jugoslaviji, so bili torej v Sloveniji, republiški, so bili še potem na jugu, torej v Beogradu in tako naprej, ampak smo čez čas pol ugotovili, mi smo se tudi dosti pogovarjali o filmih, če se jaz dobro spomnim, smo te bokim učence zmeraj, jaz sem si vam napisala, kaj morajo gledati na televiziji. Ampak ne samo na slovenski televiziji, ampak takrat smo vsi govorili italijansko, ne vem, zdaj verjetno zelo malo govoriti italijansko, nažalost, kaj morajo gledati, ne, in mislim, da bi kar zaključil s tem, da so se ti otroci, kasneje dijaki, kasneje ljudje, pač danes morajo imeti čez 40 let, jaz globoko verjamem, da niso nikdar ostali zelo enostavni gledalci. Do vsaj toj priliko in to srečo v življenju imeli, da so postali zelo fini gledalci, zelo dovzetni gledalci, da so znali ločiti. Saj tudi filme moraš gledati malo z užitka, naprej tudi kakšen film, ki ga moraš pogledati malo drugače. Film se klicuje El Espiritu della Colomena, to pomeni duh panja v slovenščini. In zelo lep film enega zelo čudnega španskega režiserja, čudnega v tem smislu, ker se mu nikamor v življenju ne mudi in naredi na vsakih 10-15 let en film. O nečem, kar je zelo kino, kar je zelo stvar kina. V zadju je ena zgodba ene republikanske familije, ki pobegne v neko osamljeno vas tam in dveh punčk. In pol starejša reče, to je tako, to so pripovedi, so v nekih slikicah, veš, in to gre tako, in pravi, moraš si pa nekaj za celo življenje zapomniti, da ne boš nikdar več govorila teh neumnosti. Bom rekel po špansko, pa bom prevedel. En el cine todos es mentira. V kinu je vsaka stvar laž.